Dober dan in dobrodošli vsi skupaj tukaj v čudovitem ambientu župnije Grosuplje. Zdaj, za marsikoga je tukaj precej domača, kar pomeni, da verjetno imamo svetega Mihaela na svoji strani, še toliko lepše pa je imeti župnika Martina Goloba na svoji strani. En aplavz, prosim. Martin, če dovoliš, se bova tikala. Zdaj, danes smo zbrani, da predstavimo že tvojo tretjo knjigo z naslovom Na spletni prižnici 2. Še preden se lotiva, pa dajva povedati, da si v resnici en pravi knjižni bestseller. Kaj to pomeni? Če pogledava bilanco, več kot 27.000 prodanih izvodov knjige Na spletni prižnici in več kot 14.000 prodanih knjig 365 dni z Božjo besedo. Torej, skupno 41.000 prodanih izvodov in ta bilanca je impresivna tudi zato, ker si na nek način vedno znova s knjigami tudi dobrodelen. Kako je to možno, da ti uspeva na tak način in ali bo dobrodelnost vztrajala pri tebi? Najprej hvala vsem, ki ste prišli, pa ste vzeli zelo čas, da smo takole malo skupaj in sem zelo vesel, da lahko predstavljamo tretjo knjigo. Se mi zdi, da je vse skupaj, veste, to je Božji dar. To ni tukaj zaradi mene, ampak se mi zdi, da vso to zgodbo pa vse to vodi in deluje Sveti Duh in da on to pripomore k temu. Blagoslov je gotovo tudi dobrota in mi je to zelo lepa. Pravzaprav sem najbolj pri teh knjigah ponosen to, koliko se da dobrega narediti z 2 evroma. Koliko se da dobrega narediti in to, da smo že toliko zbrali, ne, in to, ki ljudem, recimo preko Karitasa razdelili, je tudi en Božji dar. Nenazadnje mi je pa pol lepo, ko knjige berejo mladi in stari in se ob tem tudi pol navdušujejo in seveda pol, ki gre nekako tudi dober glas. Je pa res, da imam odlično ekipo strani družine, založbe Družina, ki to obvladajo tako oblikovno kot tudi zlogovno. Se ne motim, ste zbrali že več kot 82.000 evrov za dobrodelne namene, ampak še preden se posvetiva tvoji novi knjigi, pa bi prosil direktorja založbe Družina, Toneta Rodeta, za nekaj uvodnih misli, prosim. Hvala lepa. Vsekakor pogovor se je že začel, mene zanima tisto, ne pa to, kar bom jaz povedal, ampak kakorkoli. Moram se zahvaliti vsem celotni ekipi za tako fajn delo, predvsem pa za to, ne, lansko leto takle čas smo predstavljali, po veliki noči je bilo, ne, mečkam prej, ne, ampak kakorkoli. Lansko leto smo predstavljali drugo knjigo, 365 let z Božjo besedo, in z Martinom je vedno tako. Naravno se dogajajo, mogoče tudi navdihi Svetega Duha, da se zberemo z idejami, skupaj sestavljamo naslednje projekte in tako je nastala ta knjiga, ne. Sad vzajemnega dela in sodelovanja, ampak predvsem s poudarkom na tem, kar Martin najbolje izraža, ne. Večkrat se spomnim, ko smo prva knjiga, ne, Na spletni prižnici, naslov, sem rekel, ni to malo prižnica, kdo pa sploh še ve, kaj je to, a ne. To so iz baročnih cajtov smo bili vajeni, da so gor župniki dol govorili ljudstvu, ne. Spletna prižnica je pa čisto nekaj drugega, tukaj je v bistvu potreba stika 1 na 1, človečnost, tudi ranljivost, ki jo po moje najbolje izražaš ti, Martin, in hvala, da si z nami ob nas in vsi skupaj živimo tudi krščanstvo, tudi na Kristusa kažemo na tak svež način, kot res ti znaš. Tako da res hvala lepa vsem za sodelovanje, pa hvala tebi, Martin, da smo spet nov projekt lahko realizirali. Najlepša hvala, en aplavz, prosim. Tudi Martin, 100 vlogov, 100 dokumentov časa zbranih v tvoji novi knjigi, na nek način vedno znova daješ svoje priprošnje Sveti Trojici, zdaj pa tebe čaka v bistvu literarna trojica. Kako se vse skupaj zgodilo tisto jesen 2018, ko si začel z vlogi? Zelo spontano. Ja, vse so drugače krivi na založbi Družina in ekipa Aleteje.si, ki so rekli, no, pravzaprav največja krivka tega je gospa Bernarda Mali, ki je glavna dobaviteljica knjig. Namreč jaz sem bil takrat v Bohinju in če sem kaj rabil, jaz nisem mogel vedno iz Bohinja letati v Ljubljano in sem njo klical, a mi lahko to prineseš, jaz pa to rabim, pa to za v Haju. In
In potem je Bernarda na družini govorila, ti tam v Bohinju en mlad župnik, ki ima vsekan. In potem je pa tako šlo, no. Oni so iz družine se prišli do mene, kaj če bi ki vlogali, sem rekel, ok, lahko bi ki vlogali, potem sem probal vlogati, potem sem pozval druge vlogarje in tisti prvi vlog, ki je bil pravzaprav poseben, ki sem govoril, ali so res vsi duhovniki debeli, tečni in plešasti, je postal takoj viralen. Pa smo pa s tisto zgodbo naprej peljali in ljudje kar lepo sprejmejo tele naše vloge, radi gledajo. In pa zdaj v teh dneh mi je došel na misel ena gospa Milica. Ona je iz Žalca. Doma imajo gostilno Štorje. Štor je nekaj raza. Štorman. No in ta gospa Milica je bila čisto nepokretna. In ona je po 10-15 mojih vlogov na dan gledala, kar krožno, skozi jih je gledala. In znala že na pamet. Ja, in pred leti imel mož željo, da jo jaz pridem obiskat in sem jo šel obiskat. In zdaj, kolej, kakšno moč ima tak kratek, da nekomu da tukajnega veselja, da to skozi gleda. No, to mi je pol dal tudi tak zagon. Ja, verjetno bi se marsikdo sprašal, ja, Martin, ali ti je bilo treba tega? Se pravi, nekaj, kar ni popolnoma običajno, pa hkrati se niso župniki za to, da polagajo račune, ampak razgalil si se v resnici precej intimno. Spoznal si, v bistvu ljudem si dal možnost, da spoznajo tvoj poklic, spoznajo, kaj vse počneš v življenju. Zdaj, malo je kriv to tudi moj ati. Zato, ker, a veste, nekdo, ki ne živi duhovniški poklic, pol si misli, kaj pa fajmoštar dela. V česa pa fajmoštar zmatrar? Se on ne hodi v štalo, pa to, ne. Kaj bo fajmoštar? In potem sem hotel tudi preko teh vlogov pokazati, kaj vse duhovniki delamo, kako živimo. In si nimam kaj za skrivati in se ne živim nekega usporednega življenja, ampak pač to je moj življenje, tako je, tako le laufa. In je lepo tudi te zadeve deliti. V bistvu, ne gre toliko, da bi delil neko hvaljenje v smislu, bolj ta način življenja, malo razmišljanje, srečanja, dogodki, prazniki, kako me nagovarjajo, življenje v župniji, tudi kakšna žalost, ki se zgodi v življenju, je objavljena, ne. In mi to ni problem. Zdaj, zakaj mi pa to treba, to pa velikokrat slišim, ampak meni se zdi kar malo premalo, da bi samo v pisarni živel. Če bi bil samo v pisarni, pol mi ne bilo treba celibata obljubiti. Zdaj, ker pa živim na polno duhovništvo, je pa pač čisto prav pride. A misliš, da bo tvoj oče jezen, ko bo prebral v knjigi, da daš to prispodobo, da je duhovnik na nek način podoben kmetu, ki skrbi za svojo kmetijo? Ne bo jezen, ker se tudi vsak oče, ki je zares oče, je nekako izvršuje duhovniško službo. Tako da moj ati ima tudi nekako to duhovniško poslanstvo na naši kmetiji. Je pa to zelo podoben, res, ne. Kmet ima skrb, da je krava sita, da ima dovolj hrane, pa da je dosti doma, da je blizu, ne, da se krava boji gospodarja, če ni dosti prisoten. Se mi zdi, da je to zelo podobno, no. Kar se tiče načina dela si blizu ljudem, da jim daješ hrano, ki jo iščejo. Ni vedno to lahko, ali pa včasih tudi ima človek kot duhovnik slab dan, ampak se nekako trudi, no, tako da vse vzporednice, no, pravi, ta skrb, ta zavzetost, ta prisotnost, ta bližina, neka naklonjenost, pozornost, vse to se zelo lepo ujema z enega. Pa še en poklic je gostinc. Gostinc je zelo podoben kot duhovnik. Sploh tiste gostilne, ko je gospodar ugostilen, ko pridejo gostje v gostilno, ko se srečaš z gospodarjem, ko te gospodar posede, to je pol tudi zelo lepa povezava. Ampak ti krčme odpiraš, jih ne zapiraš. Tvoje krčme ne grejo v stečaj, ne bodo šli v stečaj. Ampak če se dotakneva tudi kar nekaj tvojih faranov, kako zahtevno je tudi dela z njimi? Seveda so lepi trenutki, so pa tudi trenutki, ko nastopijo preizkušnje in sam v knjigi vedno praviš, da nikoli ne obupaš nad svojimi ljudmi. Z mojimi farani se vrhunsko razumem, meni so krasni, a ne. In ja, za obupati ni, se imam vse skupaj, pa Bog na koncu stvari v rokah, a ne.
Je pa to tako življenje, življenje pa prinese vse sorte. A ne, včasih imam tudi jaz kakšen slab dan, včasih imajo moji farani slab dan, včasih kakšen rab se malo skašati v pisarni, a ne, včasih kakšen tudi kaj teži, pač vse sorte smo ljudi, a ne. Velikrat, da bi pa zdaj prav kdo hudo, kaj misel, pa ne, no. To je razlika, ne. Ampak če z nekom skozi živiš, a ne, je pa pač vse sorte. Sej doma imate tudi vi verjetno doma kakšno ženo ali pa moža, ne. Včas je lušen, včas je siten, vse sorte, a ne. To je pač, fara je pa isto. Ampak, mislim, jaz sem zelo redkle, meni je zelo lepo. To je nekaj, sicer ne boste tega občutili ob knjigi, lahko pa občutite, ko slišite Martina govoriti, če boste morda odprli kak star vlog iz leta 2018-2019, ga boste bolj slišali v njegovi tradicionalni gorenjščini. Zdaj pa on malo preklopil in tako, kot bi rekli pri nam na Dolenjskem, da počas že zavija tako, kot ta prav Dolenc. A je to res? Ja, se mi zdi, da je res, veste, to je pa tako, ta mlada se mora po hiš vršiti. A ne, prej ker sem bil v Bohinju, sem se pač po Bohinj skvrgel, ker sem tukaj v Grosuplju, sem se po Grosuplju skvrgel. A ne, ljudje te tudi prekužijo, všeč so mi te besede in mislim, da je to zelo, da je to prednost, no, da je to prednost, da lahko vstopam v kraj v celoti, tudi z dialektom in načinom že, da sprejmem tudi tukajšnjo tradicijo, kulturo, način življenja in tako. Naj na tej točki samo spomnim, da bomo seveda imeli odprto možnost za kakšno vprašanje, če se bo komu porodilo, tako da kar pogumno na koncu dvignete roko, bomo zastavili, bo Martin z veseljem odgovoril. Martin, dajva med tem nadaljevati v resnici z enim posebnim, na nek način poglavjem digitalizacije, ki je nova oblika evangelizacije, sploh v času, ko se je zgodila nam pandemija in tudi to opisuješ, kako je v resnici nagovarjati tako verno kot neverno slovensko telo preko družbenih omrežij. Zdaj, jaz se nikoli ne sprašujem, da bo to nek neveren ali pa veren gledal. Jaz sem vedno za cilj, kako neko misel ali pa oznanilo, Božjo besedo, nekako podati na tak način, da bo razumelo čim širša množica. Se pravi, najboljše, če to otrok razume, pa veš, da bodo tudi ostali razumeli. Otroci so zelo dobri psihologi. Tako da nimam za cilj to, koga bom nagovarjal, ampak na kakšen način bom povedal neko versko resnico ali pa neko vsebino. Niti se ne sprašujem, kdo to vse gleda in v zadnjem obdobju sem zelo sproščen in tudi svoboden glede števila ogledov ali pa v bistvu je moja skrb, da lepo posnamem, da imam dobro vsebino, pogre pa to ven in naj veje in gre po spletu, kakor ve in zna. Tako da na začetku kot mlad sem to še malo to spremljal in tako, tudi sem se kaj sekiral, kaj pa če to no več sprejeti, ampak zdaj sem pa čist svoboden in čist miren, bolj mi je ta strast, kaj in kako vsebino podati. Martina, lahko mogoče napoveva, da boš mogoče že kmalu dobil kakega tiskovnega predstavnika znotraj župnije, ker tole kar dobro obratuje in odlično pripravlja sporočila, odlično se odzoveš na vse izzive. Kako je s tem? Drugače imam veliko pomoči. Zdaj, kar se tiče dogodkov in to, mi pomagajo na družini, z gospo Andrejo sva midva to povezana in ona mi pol tudi rezervira datume. Jaz pač vnaprej vem, da četrtke večere načeloma sem prost, razen zdaj, ko bo svetorešno telo in kri ali pa če kaj takega, ampak načeloma četrtke večere sem na razpolago, da grem lahko po Sloveniji. V župniji imam tudi pomočnike, recimo moji mladi, ki mi pomagajo z oblikovanjem in prispevkov, sprav na internetu, na socialnih omrežjih. Kar se tiče župnijskega dela, imam tudi kar nekaj sodelavk in sodelavcev, ki mi pomagajo, ne vem, pri pisarniškem delu in tako naprej. Tako da to kar gre. Nimam pa časa za kakšne neumnosti, kar pa se mi zdi kar prav. No, povejva tudi to, da si v resnici skoraj 10.000 kilometrov že prevozil, ne le samo kot seveda strastni človek za volanom, ampak tudi nekdo, ki pride dejansko s knjigo do človeka.
praktično od prekmurskih ravnic do morja. Kako je bilo v resnici potovati skozi vse te naše slovenske dežele in predstavljati svojo knjigo? Ja, to hoditi po Sloveniji drugače zelo lepo. Res je naša dežela lepa in mi ni tak problem se voziti. Sicer včasih je mogoče tisto, ko prideš pozen po noč domov in bi ti pasalo drug dan nekaj bolj v miru imeti. Ampak tako, veliko sem hodila z Lojzetom, veliko sem hodil sam, oboje mi je bilo pa zmer fajn, pot izkoristim za premišljevanje, za molitev, tudi za kakšno muziko. Vmes zdaj spotoma še koga obiščem ali pa se pri komu oglasim. Rad pol malo spoznavam, včasih se nasmejim nad imeni kraji, rad daj kakšna pokopališča pogledam, zato ker so kje zelo lepi nagovori, pa te kakšne take misli, recimo Privačina, tam pri Ajdovščini, imajo na Mariški vežici mir, tudi ti boš umrl, recimo, to mi je bilo prav zanimivo. Kdo bi delal nemir na pokopališču, recimo, ne. Tako, ali vse sorte tako le vidiš, malo gledaš, kako imajo ki kmetje obdelan. Srečanja so bila pa povsod zelo lepa, simpatična, ponovadi je bilo vedno zelo lep obisk, postregaš z dobrotami, odkriješ kraj, pa nikjer se nisem počutil tujega, to je pa tudi zanimivo. Pač prideš kaj, pa so čisto domač. Tele sem, zdaj pa sem več, zdaj pa nekaj povedala. Tako, je lepo, ganljiv je tudi, kako so se na srečanja ljudje pripravijo, pa zbor, pa župan, pa kakšne lastovke, ki zapojejo, pa tako ne. Je to res kar ganljiv, pa otroški. Tako, fleta, no. Včasih pride še župnik zraven, včasih župnika ni. Največkrat sem bil kar v kakšnih gasilskih dvoranah, dvoranah gasilskega doma, kulturnih dvoranah, knjižnicah, pa so malo v župnijskih prostorih. Je te tvoje knjižne turneje bi lahko poimenovali tudi romarske poti, kaj ne? Mislim, po mojem bolj tak terenski misionar. Sej cilj vsega tega je, da kot duhovnik pridem do ljudi, cilj vsega tega je, da pač ljudem tudi oznanjam in govorim o Bogu. Zelo velikokrat jaz tudi malo potolažim, kakšne starejše, in rad malo popiham na srce, da so dragoceni in da ne mislijo, da če so za rabo, da so koristni in da če niso za nobeno rabo, da jih več ne rabo, ker človek malo onemore. Tako da izkoristim tudi to, da malo ljudem veselje prinesem. Nenazadnje pa se mi zdi, da je tudi pošteno, da grem med ljudi, ker ljudje me berejo ali pa me gledajo na Gol TV-ju ali pa na internetu in je pol fajn, da te vidijo tudi v živo. Ponovadi reče, da v živo bolj zgledam. No, z novo knjigo na spletni Prižnici 2 Tega ne boš popolnoma opustil. Ne, bom še naprej se odzival na vabila. Že kaj veš, kam bo prva pot? Jaz zdaj v četrtek grem v Stranice, veste, kje je to? Martina, ve, to je Slovenske Konjice noter. Slovenske Konjice, Zreče, Ja. Vojnik, Krankolovo. Žižka Kartuzija, ki je noter. Ja. To je pa kar dlje. Ja, no tako, ok. Pol v nedeljo ob 13 sem na Dobrovi, zvečer pa Cirkulane, Ptuj. Sem pa v tistem koncu. Pa ne vem. Pa Maribor. Daj sem pa tam? Konc junija. Ok, konc junija sem pa še v Maribor. Vidim, da imajo urnik za tebe že kar dobro postavljeni, tako da ekipo imaš dobro. Dajmo še na tej točki, jaz sicer kolega urednika Lojzeta Grčmana ne vidim, je pobegnil, ampak bo prišel nazaj, evo, so avtor knjige, ne prve, ampak daj mi povej, dajmo naprej en aplavz, prosim, za Lojzeta. Lojzet, ti si bil tisti, ki si uspel vse te vloge v resnici nekako pretopiti v pisano besedo in vsi dobro vemo, da tisto, kar poveš, da ne nujno drugače, oziroma drugače odzvanja, ko je stvar pisana beseda. Kaj si ti vse podoživljal, ko si ustvarjal to knjigo? Hvala lepa za besedo in lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Najprej naj povem oziroma poudarim, da še zdaleč ni to samo moje delo, ampak smo bili ekipa, res bi se najlepše zahvalil Lejli Krk
in Davidu Ahačiču, ki sta sourednika knjige in nekako skupaj smo prišli do tega, da smo to ubesedili. Je bilo pa za vse tri, se mi zdi, kar z različnih zornih kotov precejšen izziv, to preobražanje v pisano besedo in tudi izbor tistih vlogov, ki so bili najbolj relevantni. No. Tako da mislim pa, da nam je kar uspelo narediti to panoramo različnih obdobij, različnih časov, recimo tudi koronskih časov, ki se nam zdaj zdijo že kar, ja, kako ne, so bile pa kar prazne cerkve, ne, to smo že kar malo pozabili, čeprav je pač 5 in še manj leta, ne, od vseh tistih prepovedi. In vse to je noter zapisano, se mi je že tako, ko sem to pregledoval in prirejal vse in pisal te mini uvode, mimo grede, ne. Recimo, da sem si z uvodnikom v knjigo in temi uvodi sem si pridržal prvo besedo, vse ostalo sem pa Martinu prepustil. No. Torej, ko sem pisal te uvode, sem se tudi sam malo spominjal in se mi zdi, da že zdaj zgleda tisti koronski čas, recimo kot neka zgodovina, kaj bo šele čez, ne vem, 10, 15, 20 let, mogoče naši sinovi, vnuki, kakorkoli. In se mi zdi, da je lepo, da je to nekje zabeleženo, ne samo, da se najde po spletnih omrežjih in različnih brskalnikih, ampak je zdaj tukaj in zdaj vse lepo in se mi zdi res lično, estetsko, grafično predstavljeno. Gospe Pavli tudi najlepša hvala v tej knjigi. No. Res se mi zdi lepo oblikovano in da boste imeli kaj za brati. Lojze, na kratko še, kaj je tebe morda najbolj pri tej knjigi nagovorilo, ko so se zadnjič pogovarjala po telefonu, bi rekla, da župnik Martin Golob bi lahko bil diplomat, gospodarstvenik, igralec, vse v enem. Ja, res je. No. Mislim, nagovarja me seveda nasploh njegov lik in imam strašen privilegij, da sem veliko časa lahko preživel z njim. Ta njegova panorama vseh mogočih talentov, kako hitro zna preklapljati in učinkovito iz ene vloge v drugo, od župnijskih stvari do medijskih stvari, do vlogov, do delovanja za Gol TV, do oznanil, karkoli. Ob tem pa še, ne vem, res čuteč in pozoren do vseh generacij, od tistih najmlajših, ki jih krsti, pa do starostnikov, ki se z njimi poheca na res tak prisrčen način. Vse to, Martin, mene in sem prepričan, da nas vse nagovarjaš in daješ en tak navdih, da mogoče malo tudi sledimo temu odnosu in posvečenosti, ki jo prinašaš. Hvala. Lojze Grčman, najlepša hvala. Martin, dajva se še tega dotakniti, da si v bistvu tudi pravi hribolazec, ne samo kolesariš, nimaš rad samo avtomobilov. Velikokrat praviš tudi v knjigi, da te to povezuje z Bogom, gore. Ja, sem zdaj že zelo dolgo nisem bil v gorah. Nazadnje sem vzel na Krvavcu, ko smo 4 avtobuse otrok peljali gor, ker smo imeli šmarnični izlet, ampak gore so bile v obdobju Bohinja in sem zelo užival v gorah. Ja, gora je pač zelo nepokvarjen podpis Božjega stvarstva, neizmaličena zadeva, ki res človek se ujame svojo dušo, tudi v molitvi, hvaljenju in je pot, ki zelo lepo simbolizira življenje. Ne, ko ti hodiš na goro, to je simbol življenja. Je vzpon, je težko, je čudovit razgled, je hvaležnost, da lahko, mislim, vse je prepleteno, je eno močno čustvo, ki me vedno znova prevzema in me včasih prav, a ne, tele telefoni imajo zdaj tako, da ti spomin vrže, ne vem, ker si slikal pred 5, 7 leti, pa ti vrže sliko, ne, mislim, danes na današnji dan tudi v gorah, a ne, 7 let nazaj, gor proti Komni smo bili, a ne, zadnjič mi je pokazali, kako smo z gorskimi reševalci vozili material gor v kočo, na vodnikovo kočo, ne, tako. Zdaj tukaj v Grosupljem mi ima vdele za v gore hoditi, preveč časa mi vzame,
imam pa kolesarje, imam dole čudovite dolenjske gričke, ne, čudovite dolenjske gričke, od Kureška do Zaplaza, pa klele okol, ne, pa na Ilava gora, pa, a ne, da so, je pa klele pletane, ne, pa malo drugače, pa se še z Janezom Galetom srečujemo, kaj tekmujemo in tako naprej. In je prav tako, je pa malo drugače in mi pa klele mehen, imam pa vse mičkano več dela, kot v Bohinju, tako da tudi, da bi zdaj kar za cel dan nekam takole šel peš, kar malo težko. Ampak pri mojih letih je tako, da treba zdaj še malo migati, pa ne bi se zaslužiti. Martin, dajva se dotakniti ene še misli tvoje iz knjige, ki je zelo zanimiva. Praviš, da avto moraš voziti, bermo pa moraš živeti. In da včasih se zdi, da ko prejmemo sveto bermo, ne, da velikokrat je to v bistvu prispodoba, da to je tako, kot da dobiš Ferrarija z vso opremo, potem pa se zgodi, da velikokrat ta Ferrari konča v garaži. Zdaj pa, če te drugače vprašam, koliko avtov si že iz garaže ven potegnil? Da vem, bi pa si želel, da bi vse tole moje ustvarjanje čim več ljudi vzbudilo za življenje v polnosti, v veri. Ta prispodoba je drugač iz ene pridige, ki je povedal moj domači župnik Marjan Lampret. Njemu je pa to povedala redovnica, sestra, usmiljenka Liza, ki je iz Albanije. In ki je bila ona pri Birmi, je njihov albanski škof, ki jih je šel birmat, je povedal s tistim birmancem to primerjali. Ko predstavljajte si, da vam za Birmo kupim novega Ferrarija, ti so albanski otroci tako odprli luči, ker so samo v slikah pa v filmah videli tiste avtomobile, ne. In je rekel, zdaj pa ti ta daril daš v garažo in ga ne uporabljaš. Tako se z nami zgodi, če človek prejme Birmo in ne živi svetega duha. In se mi zdi, da je glih to tudi en tak minus nas kristjanov, da vsa darila zapakiramo, damo nekaj na polico in so tam, od svetega pisma in se prahne vera, do iz svetega krsta, vse to kar malo pozamo, da lahko mi živimo iz zakramentov. In živeti iz zakramentov tudi pa da polno življenja in seveda zahteva, da se človek malo izroči v Božje roke in se prepustiš Božji volji, malo drzosti ne nazadnje, ampak gotovo je tukaj vedno čudovit razgled pa dober adrenalin. Ker se počasi bližava koncu najnega pogovora, vas še enkrat povabim, da pripravite kakšno vprašanje za Martina, ampak dajva še odpreti eno zanimivo stvar, ki je sicer povezana z dobrodelnostjo, ampak povezana tudi s smehom. Vsi dobro vemo, kako je nekdanjega predsednika Pahorja znal Martin nasmejati, ne? Če preberem tole misel, nekako takole je šlo, da se nekateri med tednom poročijo zato, da vikenda nimajo ničega. Kaj se ti je takrat v resnici porajalo, ko pripravljaš take dobrodelne dogodke, hkrati pa vlivaš ene sproščenosti pa ene pozitivne energije za ljudi, ki so prišli in zdaj lahko poveva, da septembra že pripravljaš nov dogodek s Tanjo Žagar in Alanom Kobilico? Ne vem, to, kar sem pred ljudmi, to se meni malo odpre register in pa mi je to dano in pol, če nekdo nekaj dobro nastavlja, takrat moraš pač to ven butniti, ne. Če glih tako lepo zapeljan, mislim, kar moraš izkoristiti, da sporočiš, da poveš, pa kar bo pa bo. Sej volim tudi na čas vidimo duhu, da bi vsaj ljudje dobro in pa prav razumeli, upam vedno, da bi razumeli in da to ni, pa tukaj pazim, da je približno na nivoju, da ni preveč pod nivojem, pa da ne bi koga preveč prizadeva. Tako da, zdaj sem se že naučil, da kakšnih tašč bolj, da se ne lotevam. Drugač pa ja, prepustiš, klik pride, vrložnost. Mi je pa strast ljudi nasmejati, to mi je pa res nekaj najboljšega in zelo mi je dober, ker se ljudi odzovejo z nekim smehom, je res dober občutek, no. Pa ne, da bi zdaj neki tam komedijo zganjal, ampak tako, ko vrneš, ker se tudi v cerkvi tlele isto, da daj poveš, kaj povem, skušam povedati, pa za kakšen celofan zapakirati, kakšno smešno misel. Tako, no, to mi je res fajn.
Morda še za konec, Martin, eno zadnjo povabilo k branju tvoje tretje knjige na spletni prižnici 2. S čim v bistvu boš najbolj nagovoril? Kaj te bo najbolj razveselilo, ko bodo ljudje prijeli tvojo knjigo? Lahko imam malo visoke upe. Mogoče se bo kdo zaradi tega odločil za duhovniški poklic, to je zelo visok, a ne. Drugače pa, da vseeno vero približa, da bomo videti, da duhovnik in da kristjani nismo tako čudni in da to, da smo med seboj povezani, verni in neverni, da prinašamo lahko drug drugemu vsak svoj vidik kvalitetnega življenja. Nenazadnje, da se nas vernih ne bi toliko bali, da tudi če smo kje vključeni v družbo, da ni treba takoj reči, ne vem, ločeni smo, ampak da pač vzamemo za dobro tisto, kar prinaša vsak dobro, a ne. Nenazadnje pa tudi neki sproščenosti, da človek ob branju mirno zaspi, da se dobro ob tem počuti, da se mu dobri občutki sprožijo. Jaz mislim, da bo čudovita popotnica za na plažo in se veselim, da bom z vami na morju. En aplavz, to je bil Martin Golob. Če je morda še kakšno vprašanje iz publike, evo, imamo jih. Imamo vprašanje oziroma ne Dve vprašanji sprejmemo uradno, neuradno pa še enih 10. Hvala, ne bo vprašanje, bo pa zahvala. Hvala v imenu 24 družin, ker ste pomagali rešiti ene velike stiske slovenskim družinam s temi 2 evroma povsodne. In hvala tudi v tem, da vzgajate za dobrodelnost, za karitativnost. Ker se mi zdi, da v tej naši družbi smo zelo sebični, egoistični, vsak zase dela, ampak tem, da lahko z enim majhnim darom spreminjamo svet. In zato se zahvaljujem v imenu Caritas in vseh teh naših družin, ki ste jim pomagali v teh letih. Tam je še eno vprašanje, evo, bom jaz kar vskočil. Hvala lepa, Jože Pavlič. Za nami so Pinkošti prošnje za darove Svetega Duha. V petek, v četrtek je predaval Mariji v Svetem pismu pater Edvard Kovač v Kamniku pri Frančiškanih in kaj je rekel, prosimo posebej za darove, ampak posebej za dar potrpežljivosti Svetega Duha in to takoj. Mogoče bi to tudi vi kdaj, ste mogoče tudi prosili za dar potrpežljivosti, ko je bila taka situacija. Imate še eno drugo vprašanje, včeraj smo pri biblični skupini, smo govorili o spovedovanju. Kako vi doživljate kot duhovnik spoved? Bila je v komedi, pravi vrsta, dolga vrsta, češčene najsvetnejšega v petek, potem pa dolga vrsta, gospod Župnik, torej bil je gostujoči duhovnik, gospod Župnik je bil odsoten, ker je bil v Romuniji na romanju, in potem dolga vrsta. In zdaj, a vi to doživljate, ko pogledate, čakate, zelena luč je prižgana, ni nikogar, a pa če imaš ti dolgo vrsto in recimo, da je mogoče najsrečnejši trenutek, a občutek za duhovnika, da ima dolgo vrsto spovedancev pred sabo. Ali vi to sploh utegnete, ko imate toliko dela? Ker res tisto najsrečnejši sem, ko je veliko ljudi čaka spoved, da se reče z Gospodom. Hvala za ta vprašanje. Za potrpežljivost molim v avtu, kadar je kolona. Tam sem najbolj živčen, če se ti mudi naprej. Včasih tudi malo za potrpežljivost molim. V naš par imamo tako nepisano pravilo. Ko se meni nekam mudi, takrat sigurno kdo pride k farožu. In takrat mora biti malo potrpežljiv, da ne reče takoj nimam časa, ampak da še tisto nekako spelem. Kar se tiče spovedi, z gospodom kaplanom se tukaj res trudva, da so vsak dan ene pol ure pred mašo v spovednici. Imam pa oboje rad. Včasih mi je čisto lušen v spovednici stati, ko nim benga. Mislim sedeti, ko nim benga spoved, ker lahko jaz v miru malo pomolim. Če pa veliko spovedi, pa glih tako lepo. Tako da mi ni težko spovedva, da bi pa zdaj tukaj nekaj posebej doživljal, pa niti ne. Ker ljudje pridejo Jezusu govoriti, ne meni. Jaz pač tam poslušam, pa skušam dati nek napotek, pa da dam odvezo, ne.
pa pokoro seveda, ne. Ampak tako, ni mi tukaj zdaj neko, da bi zdaj kakšno mistično doživljal, ki preveč, ne. Sem pa rad na voljo, in sem zelo hvaležen, ko ljudje prihajajo k sedi spovedi, mi pa včasih tudi izpaše, da sem v spovednici kakor pripravljen, pa da lahko v miru, recimo, previr zmolim večerence in tako, ne. Je pa hvala, no, to lahko tudi povem, ne, tukaj v Grosupljem je veliko spovedi, in kjer je veliko spovedi, tam je tudi vera živa, je vredno prejemanje zakramentov, so novi začetki, ne vsakeč, ki Gospod je nov začetek, in to je tudi nekaj bistvena razlika z bohinjci, ker v bohinju pa med ne greši. Tako, počasi smo zaključili uradni del predstavitve knjige na spletni Prižnici 2. Vabljeni, da se še malo podružimo vsi skupaj. Najlepša hvala.